Dobrodošli na današnji otvoritvi kulturnega inkubatorja. Končno ga otvarjamo. Hvala, ker ste se odzvali v velikem številu. Najprej bi se zahvalila gostoma, ki ste se odzvali v vabilu, da boste predstavili svoje dejavnosti in širše. Pa tudi nekaterim uporabnikom, bodočim uporabnikom inkubatorja, ki so prišli na današnjo otvoritev. Kot veste, Kulturni inkubator je del večjega projekta, Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji. Ampak ta projekt se zaključi avgusta. Mi pa se prizadevamo, da Kulturni inkubator bo obstal še dlje. Delamo na dolgoročnosti, nekatere projekte smo že dobili, s katerimi bomo ta inkubator tudi nadgradili in zagotovili njegovo delovanje še naprej. Kaj bo ta inkubator nudil uporabnikom? Ja, inkubator je namenjen društvom, posameznikom, ki delujejo in želijo se nekako profesionalizirati ali pa boljše delovati v kulturnih vodah. Nudili bomo mentorstvo, coaching, za prijavo na projekte pri različnih kulturnih aktivnostih, ki jih imajo društva in posamezniki. Pomagali jim bomo pri promociji svojih aktivnosti in skratka pri njihovi večji vidnosti v lokalnem okolju. Če nakratko naštejem, kdo so vključeni v Kulturni inkubator, to so tako društva kot posamezniki in tudi ena samostojna podjetnica. Nekateri so tukaj in bodo nakratko se tudi mogoče predstavili oziroma nakratko povedali, kaj delajo. To so albansko društvo Ilirija, makedonsko kulturno društvo, hrvaško kulturno društvo, kot kolo, potem kot posameznica Dijana Harčević-Žatić, tudi zelo aktivno v društvu Behar, Tanja Nastovski, samostojna podjetnica, kulturno-umetniško društvo Erato, plesno društvo, društvo Svilena Pot in društvo Nakerek iz Ankarana. Toliko na začetku. Jaz bi kar prepustila besedo Vidu, ki bo pogovor vodil. Hvala. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi iz moje strani. Jaz sem tle samo kot povezovalec, bom vodil to debato s tema dvema zanimivimi gostoma. Mislim, da smo lahko bolj tako, meni všeč, da je bolj tak domač dogodek danes, tako da se bomo klicali po imenih, če dovolite. Zakaj gre? V bistvu tuhtali smo, kako otvoriti ta inkubator in smo rekli, da imamo mogoče neko perspektivo pokazati na to, kaj sploh omogoča ta inkubator oziroma kaj bi lahko omogočal. Namreč inkubator izhaja iz dveh predpostavk. Eno je zaposlitveni potencial v kulturi, torej v kulturnem sektorju, ne glede na krizo, na ne vem, kaj se dogaja, obstaja zaposlitveni potencial in pomembno je, da se za kulturo ukvarjamo ljudje tudi profesionalno, ne samo ljubiteljsko, to je ena zadeva. Druga zadeva pa je kulturno udejstvovanje različnih narodnih skupin ali pa tudi drugih vrst skupin, ki so v nekem teritoriju, prispeva k socialni vključenosti teh skupin. Torej, v tem primeru je ciljna skupina jasno definirana in ravno z večjim, bolj profesionalnim kulturnim udejstvovanjem te ciljne skupine verjamemo, da dosežemo tudi bolj pluralno družbo, kar je seveda potem vpliva na kvaliteto bivanja vseh na tem področju. Tako, toliko. Jaz bi mogoče prvo predal, da jo predstavim, Darja z Urada za delo Zavoda za zaposlovanje, ki nam bo predstavila mogoče bolj ta del z vidika zaposlitvenega potenciala. Slišal sem tudi nekaj številkah, statistikah bomo mogoče slišali oziroma bomo videli, kaj bomo videli. Na drugi strani Denis, smo te povabili kot v bistvu nekoga, ki se ukvarja z kulturo oziroma z glasbo, kot glasbenika.
ki v končni fazi je dal skozi te zadeve in je videl, kako v bistvu stvar deluje in lahko rečem, ti je uspelo, ne, na nek način. Zdaj ne vem, boš ti povedal, ne, ampak sigurno veš, mogoče to, kar nekateri od naših inkubirancev imajo zdaj perspektivo na poti, verjetno ti že malo boljše poznaš vsaj nekatere ovire, priložnosti, ki so na tej poti in če bi lahko mogoče z nami to malo delil, no, v tem smislu. Pa jaz bi kar pripustil besedo. Ja, najprej začnemo z malo unimi težjimi zadevami in nadaljujemo z lahkotnimi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem Dajra Balta, vodja uradu za delo Koper Izola Piran, nekateri me poznate tako in drugače. Bila sem že v teh prostorih, smo imeli eno tako enodnevno delavnico z temi inkubiranci, kako se jim že reče, ne vem. Ne vem, kaj so bili. Mi smo začeli z usposabljanjem, potem usposabljanje je trajalo več mesecev, nekateri z usposabljanja so potem se odločili, da se prijavijo inkubator, je pa tudi odprte spet, tako da nekateri, ki niso bili na usposabljanju, so tudi zdaj v inkubatorju. No, v glavnem, tako da nekako sem zraven od začetka, malo skrita neka vloga je bila. Smo sodelovali, zadeva nam je seveda bila zelo zanimiva, čeprav je bilo tako, da smo te stvari mogli samo obešati v naših prostorih kot neko povabilo, da pridete, da pridejo, da se udeležijo in tako naprej. Na tej delavnici, ki smo jih imeli, smo vam že na nek način predstavili oziroma smo jim predstavili možnosti zaposlovanja oziroma kakšna je sama situacija na tem trgu dela, kar se tiče zaposlovanja v kulturi. Preden pokažem te številke, mogoče samo nekaj, kar mislim, da je prav, da slišimo, ker je to statistika in je v redu vedeti te številke. Trenutno je na naši območni službi Koper, kar pokrivamo od Pirana do Postojne, 8750 brezposelnih oseb. V Sloveniji jih je 126 tisoč. Mesec nazaj je situacija bila malo drugačna, tako da kažejo se neki premiki v tem zaposlovanju, čeprav ne tako, kot bi si mi seveda želeli. Kakšna je pa situacija s kulturo? Tole, kar vam bom pokazala, je čisto tako neko gradivo, ki vam ga bom potem tudi naprej počasi razlagala. Število prostih delovnih mest, kot veste, od lani ni več objave delodajalcev, da dajejo objave in prijavljajo prosta delovna mesta na zavodu, tako da imamo sporočila o prostih delovnih mestih. Mi smo se zdaj tako malo pogledali vse, kar je nam prišlo pod ta nek sklop kulture, kar pač mi imamo. Na eni strani imamo SKP, to je ta standardna klasifikacija poklicev, na podlagi katere se prosta delovna mesta objavljajo, imamo pa tudi Klasius, izobrazbeni sistem, tako da se stvari malo pokrivajo ali pa mogoče ne bodo čist jasne. Ono, kar bo vidno in razvidno, je to, da velikokrat delodajalec napiše samo stopnjo izobrazbe. Se pravi, se ne usmeri v nek konkreten profil. Zdaj, to je za kulturnike mogoče celo dobro, a ne? Ker če ni nujno, da je, ne vem, likovnik ali pa profesor glasbe in če nekdo išče pač ta znanja, napisal je pa samo stopnjo izobrazbe, večja možnost zaposlitve. Tam pa, kjer se išče formalna izobrazba, so seveda šole oziroma izobraževalne inštitucije. To boste videli v nadaljevanju. Tako da jaz ne vem, koliko je bistveno, da vam to berem, ker brati znate. Mogoče tukaj sam naj vas ne moti, jaz sem pač dejansko nam tudi šole vrže pod ta sklop kulture, ker nam vrže šolstvo, izobraževanje in šport. In zato so tukaj še tile učitelji praktičnega pouka. In tisto pa, kar je na koncu, je bilo kar nekaj, recimo v letu 2013, prostih delovnih mest za profesorja glasbe, profesorja likovne umetnosti. Največ pa so se seveda iskali predmetni učitelji za kulturno-umetniške predmete, celo 81 prostih delovnih mest je bilo, letos jih je pa že 10 objavljenih na tem, ampak to je spet šolstvo. In tukaj je formalna izobrazba pogoj. To mi je bilo zanimivo, konzervator za kulturno dediščino
Recimo tukaj, kar vidite, magister znanosti, univerzitetna izobrazba, magister znanosti, pa celo nek neznan naziv, kar pomeni, da dejansko delodajalec, kdorkoli je bil, ni sploh bil obremenjen s to formalno izobrazbo, ampak so mu bila pomembna znanja in kompetence, ki jih te osebe bodo pri njemu pokazale. Novinarji, novinarjev je bilo celo 19 prostih delovnih mest v letu 2013, letos jih je že 6. Ampak kot vidite, tudi pri novinarjih celo včasih piše, da je lahko tudi gimnazijski maturant, lahko tudi samo univerzitetna izobrazba in potem še tukaj so pa ti organizatorji kulturno-razvedrilnih prireditev in dogodkov. Tukaj bo 22 objavljenih prostih delovnih mest, letos že 3 in tukaj je pa, kot vidite, cel niz poklice oziroma tukaj še najbolj jasno, da v kulturi formalna izobrazba nima kaj dosti za opraviti, razen če ne gremo na inštitucije, kot so šole. In to je tudi razvidno nasplošno. Dejstvo je, v primerjavi z drugimi prostimi delovnimi mesti je seveda teh potreb za kulturniki malo. To je dejstvo. Vendar tukaj so pa načini, kako se ti ljudje zaposlujejo, ker država omogoča tudi druge oblike zaposlovanja, ne samo redno delovno razmerje in pogodbo o zaposlitvi za določen ali pa nedoločen čas, ki je več ali manj danes utopija. Je veliko takih avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, dopolnilnega dela, popoldanskega SP-ja, tako da teh kulturnikov najdemo povsod. Tisto, kar je pa značilno za vas, ki boste iskali svojo nišo, ki se boste trudili, ki boste nekako želeli uspeti v tem svetu, je to, da dejansko morate biti izvirni, morate ponuditi nekaj, kar je novega, česar ni na trgu, na katerem vi želite razvijati svojo dejavnost. Pod to izvirnostjo seveda sodi tudi ta kreativnost, ampak zdaj, kultura je širok pojem. To ni samo glasba, pa likovno, za kar rabiš tudi talent, ker žal pred tega v glasbi nimamo kaj početi ali pa v likovnem svetu. Kultura je vse še drugo, ki mogoče ni toliko odvisno od talenta, ampak je odvisno od te tvoje izvirnosti. Toliko za začetek. Ok, super, hvala. Pa tudi za konec, mislim, kako mi. Dobro, tle smo gledali zdaj v bistvu strani delodajalcev, ne. Tudi mi, ko smo se pripravljali ta projekt, smo nekako ugotovili, da dejanski potencial zaposlitve v kulturi verjetno tiči bolj v samozaposlitvi ali pa v ustvarjanju nekega svojega delovnega mesta, kot v tem, da bi človek enostavno iskal razpis za delo in se prijavil za neko izvirno kreativno delo, ker ponavadi del kreativnosti je ravno to, da je nekaj novega, kar še ne obstaja, ne. Ampak sigurno pokaže to pa neko sliko, ne. To je pač ta slika, zato sem rekla na začetku, da ta del mogoče ni toliko zanimiv in ni prijeten, ker tukaj je nek odraz trenutnega dogajanja na trgu in trg vemo, kaj je. In hočeš nočeš tudi s kulturo se najdeš na tem trgu, ker moraš preživeti. Tako da seveda delaš to ljubiteljsko, ker ti je to všeč in ker to rad počneš. Treba pa seveda biti toliko vsaj do sebe pošten, da na tem gradiš tudi neko profesionalnost, da lahko preživiš s tem. Tako da jaz bi lahko samo tle potrdila, ampak to ni več značilno samo za kulturo. To ustvarjanje dela zase in kreiranje delovnega mesta zase ni več samo na področju kulture. To vidimo že, da se dogaja povsod. Tudi na tem področju nekega podjetništva. Tako da je veliko na temu, da tukaj bomo mogli narediti ta preskok, da nam nobeden ne ustvarja dela, sami si ga ustvarjamo. Bom vzel kar to iztočnico za sem. Denis, kdo je ustvaril delo zate? Lahko rečemo, da po poklicu si muzičar. Ja. Si iskal razpise, išče se muzičarja, kako si se lotil zadeve? Prvo sem se pisal v nižjo glasbeno šolo. Verjetno že nekaj časa od tega. Ja. Okay. Potem sem šel na srednjo glasbeno, potem sem šel v tujino študirati, ker sem šel na srednji, sem delal klasiko, sem pa šel na jazz.
Tako da sem šel prvo v Rotterdam, pol sem 1 leto bil v Gracu in na koncu sem končal v New Yorku. Ja, tako da. To je bila dolga študijska pot, verjetno ogromno vaj, ogromno dela. Ja, to definitivno. Ampak potem si se vrnil v Slovenijo, Ne, si začel delati kje? No, to je zdaj ta del, torej, ko si enkrat zaključil, ki si rekel, zdaj počasi bi začel delati. se v bistvu zdaj, če povem tako, iskreno, tle v Sloveniji, jaz tudi še zdaj nisem tukaj. Pač živim tu, ampak sem zelo malo v Sloveniji, zelo malo doma, zato mi je meni ful lepo tukaj. Ja, pač iskreno povem, jaz sem šel stran iz tukaj, prvo z obale, ko sem šel v Ljubljano, sem šel stran zaradi tega, ker tle je bila velika prisotnost zaprte mentalitete, kar je še danes. Sicer je že dosti bolj odprto, ne? Mislim, velika razlika, ampak je še vedno mentaliteta nasplošno povsod v Sloveniji, kar se tiče kulturnega področja, zaprta, ampak glede na to, da sem iz Primorca, sem iz obale, je to čutim še toliko bolj. Edina dejavnost v Sloveniji, ki jo delam kot glasbenik, je Big Band, Hrošč iz Marezi, ki ga vodim. Vse ostalo, kar delam, je vse usmerjeno v tujini. Jaz po New Yorku sem šel živeti v Barcelono nekaj časa, potem sem šel živeti v Milano nekaj časa, Trst, potem sem bil v Ljubljani nekaj časa, v Beogradu, potem sem prišel sem na obalo, malo zaradi nostalgije, ker drugače mi je ful lepo tlele, okolica, morje in Istra mi je ful lepa, ampak se ukvarjati z Istro in z istrskimi problemi nimam časa, ne volje, energije za to. Tako da ja, jaz imam, da ne vem, če temu lahko rečem srečo, da se mi je nekako odprlo, ampak za priti do tam, kjer sem zdaj, sem velikokrat dobil po hrbtu, metaforično povedano. No, pa lahko mogoče identificiraš neke ključne momente Ja. tega. Zdaj, recimo, če bi te jaz vprašal, ne, zdaj sem tudi jaz končal nižjo pa srednjo glasbeno, pa višjo, pa igram in bi začel se resno ukvarjati s tem. Ok, prvo bi šel z ene druge strani, tako kot ona rekla, da rabiš talent. Tudi za izvirnost rabiš talent, ne? Če nimaš talenta, izvirnosti je ni, zaradi tega, ker zadobiti ne eno originalno idejo, ker danes ni več cilj odkrivati tople vode, nove na različnih področjih, ampak za biti izviren to pomeni, da moraš imeti kot prvo mentaliteto odprto in da si sprejemljiv do vsega. Ne samo do ene določene stvari, ampak do vsega. Ni nujno, da so ti všeč vse stvari, vse panoje, ki so na določenem področju, ampak jih pa sprejmeš in vzameš, izvlečeš z njih največ, kar lahko pol sebi v prid narediš, ne. Recimo jaz, meni prva odskočna deska mi je bila ta v srednji glasbeni, sem prvi stik, ki sem doživel za show biznisom, recimo temu tako, jaz sem igral z rock and band, ne. Pač so me slišali na enem koncertu in so me povabili, tako takrat sem prvič zavohal malo, kako deluje ta zadeva, ne. Med koncert, pozni uri in tako. In po srednji šoli sem šel v Rotterdam, tam se mi pa je odprlo nenormalno, ne. Ker si... Kako to izgleda za nas, ki, jaz še nisem bil v Rotterdamu, kdo od vas je bil v Rotterdamu? Ja, ste bili? No. Mislim, novi del Rotterdama... Jaz verjamem, da res ne, kot mesto, ne, da se razumem. Ne, kako deluje ta scena, to me zanima. Greš igrati na ulico, prijem mimo producent, reče, glej, dajmo narediti turnejo, ti si ful v redu, gremo... Ne, to samo na X-Factorju se dogaja. No, ampak ker sigurno zdaj tle v Sloveniji pač ni potencijala, ni okolja, ne? To sploh ni res, ne, kako je zdaj druge, ne? Pri nas je ful potencijala, pri nas je ogromno potencijala, imamo najboljše glasbenike na svetu, mislim, ne da primerjam z drugim, ampak imamo glasbenike na zelo visokem nivoju, imamo športnike na zelo visokem nivoju, slikarje, kiparje, pisatelje, pesnike, res na svetovnem rangu, ne? Isto kot vinarje, arhitekte, strojnike, na vseh področjih, zdravnike, imamo res na svetovnem rangu. Zdaj,
ta gnila jabolka, ki je v vsem tem, ne, je tista stara garda, ki še vedno sedi na unih stolčkih, ki odločajo, kdo bo dobil kakšen kos torte ali ne. To je zelo generalno gledano. Zdaj, hvala Bogu, po eni strani ta stara garda počasi se umika, ne, ampak kaj je, ta nova garda, ki prihaja gor, pa ima že toliko vpliv, ta stara garda na njih, da je mentaliteta spet tako, so jim spet zaprli in se vsak boji za svoj stol. Namesto, da bi si delil stol oziroma mizo, da bi se ideje generirale na novo in razvijale, se vsak boji svojega stola. Ne. Jaz pravim, da glasbeniki, kulturniki smo najbolj srečni danes v tej krizi, ki je. Mi imamo največjo srečo na svetu. Zakaj? Mi smo navajeni zavrnitve, smo navajeni neplačevanja. Mi smo navajeni, da vsak dan si moraš iskati en gig za to, da dobiš, da imaš lahko streho na glavo, da lahko daš kaj v usta, da nisi lačen. To je prekarnost, da se seli zdaj tudi drugam. Ja. In mi smo moramo biti že samo pri tem toliko izvirni, da si najdemo za koncerte, kje, kam, kako, kakšen band nov narediti, kakšno novo muziko, govorim kot glasbenik. En delavec, ki je zaposlen v eni firmi 20 let, ko ga pač zdaj, ki toliko odpuščajo, ne bo imel kaj, ker ne zna nič, ne zna nič. Recimo temu poklicu, ne zna nič drugega delati. Ne? In bo dosti bolj trpel on zdaj, kot recimo en glasbenik, ki vsak dan gleda po internetu, kliče po telefonih, kje je kakšen festival, kje lahko pošilja material. In še konkurenca, ki je milijon bendov, ki pošlje na isti festival, recimo svoje demo, to, da bi igrali tam, isto kot za založbe. In samo res ta najboljši, ne zmeraj, ampak tam se res vidi tvoja kvaliteta. Ne? Torej, kulturniki smo avantgarda tudi v tem načinu, kako smo delali. Smo pravi, lahko bi rekli, da smo pravi borci zaradi tega. Smo bili v krizi že pred krizo. Ni, da smo bili v krizi, veš, umetniki niso bili nikoli v krizi. Umetnik si sam naredi krizo, ker ne zna znarja delati. Pa te stereotipi umetnikih so res? Seveda so. Le Mozart je umrl v dolgovih, s cirozo jeter, s tuberkulozo, razumeš, s to, kar pardonizira za vse goru na vse okoli, je zapravljal ves denar za boljaštvo, za njegov hedonizem praktično. Zdaj, ta genij njegov, to je druga stvar. Ne? Ampak dosti umetnikov, dosti svetovnih umetnikov so vsi umrli v revščini, pa so imeli velike bajne vsote denarja in bogatstva. So vsi umrli v revščini, zato ker niso znali delati s tem. A je to sploh pomembno? Kako? A jim je to sploh pomembno? Ja, ne, njim ni, ne. To je pomembno tistim, ki niso glasbeniki, ki niso umetniki, ki sprašujejo, ki gledajo pol na glasbenike, v glasbi ni denarja, v kulturi ni denarja. Kultura je največ denarja. Danes največje svetovne zvezde so samo glasbeniki. Noben igralec, noben športnik ne dobi toliko denarja kot ene svetovne zvezde. En svetovno znan glasbenik to, koliko naredi v enem letu, koliko dobi recimo finančne delen, tudi noben ne dobi. Ne? Ampak se pravim, pustimo zdaj to, da je ta procentuala majhna in zdaj vrednost dejansko kvalitete, to je tudi spet druga stvar. Ampak hočem reči, ljudje zmeraj, čim je kriza, čim je trpljenje, zmeraj iščejo zabavo oziroma zato, da vsaj en del, da lahko svoje skrbi odstranijo. In takrat show business najbolj dela, ne najmanj. Torej, praviš, v tem trenutku smo zadeli čas, zdaj res obstaja največji potencial za kulturo, umetnost in to je še. Za moje pojme, ja. Je samo perspektiva različna. Če gledaš, da je kriza in če misliš na to, kriza, bo zmeraj kriza. Kriza je za cel planet, za človeštvo, ne pa za posameznika. Kriza se zmeraj začne v glavi, ne pa na materialu. Kako vi vidite zdaj to bolj iz institucionalne zadeve? Obstaja tudi, ki je to zapisano v kakšni strategiji zavoda, ste razmišljali v tem smislu, da je v tem času mogoče, da ima kultura nek poseben potencial za poslovanja? Gledamo mi mogoče to preveč optimistično?
konkretno strategijo zavodi sigurno ne omenja nobeno področje kot neko tako, kjer bi bilo več možnosti za poslovanje, ker zavod izhaja iz tega, da dejansko naj bi pomagal čim večjem številu ljudi priti do zaposlitve. Zdaj pa zame, to, kar je govoril Denis, je v bistvu zelo blizu mojemu razmišljanju kot nekomu, ki je zaposlen. Ker ne glede na to, da sem vodja urada, imam veliko opravka na tem operativnem delu z ljudmi in veliko nekega kariernega svetovanja in dejansko je to, kar je povedal nekaj, kar je zelo dobro, da dejansko je kriza v glavah ljudi. In stalno obremenjevanje s tem, je kriza, je toliko brezposelnih. Še jaz sem danes začela s tem, da sem najprej povedala, koliko je brezposelnih. Ker v bistvu to je samo en del, da bi se kulturniki znali umestiti, ker je uradno malo možnosti za njih. Uradno. Da vejo, kje jim je mesto. Da vejo, ja. Ampak tako, kot Denis govori, so možnosti velike. Je pa res ta mentaliteta, ta odprtost. Jaz sem že zadnjič, ko sem govorila o primerih dobre prakse, je nekdo rekel, zdaj pa moram iti nekam v tujino, ker očitno bom bolj uspešen kot doma. Ker ko sem govorila o teh pripadnikih bivše Jugoslavije, ki so prišli in ustvarili neko kariero tukaj v Sloveniji, sem tudi poudarila to, da dejansko je Slovenija zelo lepa država in ima vse to, kar Denis pravi. Ima fantastične ljudi, fantastične prebivalce, potencial res ogromen. In treba delati te premike v glavah in to, kar vi počnete zdaj, kar Zavod Krog počne, vsa društva, ki so tukaj pri nas, mislim, da bi se mogli čim več eksponirati v javnosti in ker je zdaj čas, to, kar je on rekel. Zdaj je čas, res, da to, pa mogoče to je malo sicer prikrito, ljudje rabijo čim več nekega veselja, neke muzike in ne vem kaj, ampak tako funkcioniramo. Tako pač funkcioniramo in je res. Ne boš imel kaj za jesti, ampak boš videl, da je nek koncert, glede na to, kdo ima kakšno afiniteto in bo šel tam. Ampak bo šel tam, ker mu to bo, če nič drugega, nahranilo dušo, jaz rečem. In je to tisto, kar je bistveno. In nekako mogoče smo res preveč s tem, zdaj če grem nazaj na zavod, so tudi pri nas stranke preveč obremenjene s tem. Služba, delodajalci in vidijo samo ta, pa mediji, a so tukaj, ni važno, v glavnem, mediji, ki nas tudi bombardirajo z vsemi možnimi negativnimi zadevami. Jaz sem danes sem jedla neki jogurt, ne vem kakšen je bil, prišla kolegica, si gledala včeraj Svet na kanalu A, to je ful narobe, kaj to ješ? Mislim, sem rekla, čakaj malo, jaz jem to, kar mi všeč. Mislim, pusti mi Svet na kanalu A, kar ne gledam. Ker to so takšni, ker očitno je treba na drugi strani ljudem zamazati oči in se ukvarjati s stvarmi, ki niso bistvene za preživetje. Za preživetje je bistveno to, da se znaš znajti. Pa tudi ti delavci, ki pridejo, in tukaj se strinjam, mislim, vi si mogoče niti ne predstavljate, kaj pomeni nekomu, ne vem, iz Kraškega zidarja po 35 letih priti na zavod. Mislim, to je šok. To jokaš zraven, ko jim deliš, ko so jim delili knjižice in smo mi bili zraven, ker je to grozno. Ker to so ljudje po 35 letih, se pravi starosti 55, 56, 57 let in morajo tekmovati z vami, ki ste v najboljši fazi. Mislim, in tukaj mogoče treba iskati te dobre trenutke, ko se nam zazdi, da je vse narobe, ampak najti to svojo prednost in te pluse, na katerih gradiš naprej. Jaz sem imel še eno vprašanje za oba, pol bi pustil še vam, če imate tudi vi kakšno vprašanje, ampak zadnja stvar, ki me je pripeljala v bistvu ta debata direktno do tega, kar nas mogoče pripelje spet na začetek, je, kje je potem funkcija kulture, ali obstaja neka funkcija kulture v tem, da najde neke nove rešitve za to krizo, kot pravite, ne? Ali pa da v končni fazi vzpostavi to okolje, ki si ti rekel prej, da si ga pogrešal, da si za to šel. Ali je kultura tista, na široko gledano, ki lahko spremeni to okolje, da bo tako, da naslednji Denis, ki bo, perspektiven glasbenik, mu ne bo treba iti v Rotterdam, v New York, ampak bo lahko tukaj ustvarjal. Ja, veš kaj, ljudje danes, mislim, že od samega začetka, mislim, odkar hodijo študirati v tujino. Na začetku so hodili študirati v tujino zaradi tega, ker
tega študija ni bilo pri nas. In to je bilo ok, ker takrat so šli ven, ampak z željo, da bi prišli nazaj, da bi to znanje pri nas širili. Danes je obratno. Danes hodijo ven, ker hočejo iti ven iz Slovenije, zavedno. Tudi če je študij pri nas, hoče iti ven. Zaradi tega, ker pač vidi, da tle sistem samo zatira in zapira. Je lahko kultura orodje, kako spremeniti to zatiranje, ta občutek v tem okolju? Kultura je lahko, definitivno. Recimo, en od primerov, pa bom povedal, zakaj je povezano. Recimo te, ki si prej omenil, oziroma ti si omenila, te avtorske pogodbe, recimo, Avtorske pogodbe, recimo, glasbeniku, umetniku, vzame ful velik procent davka. Ne vem, kako v Sloveniji. Takrat, ko sem jaz delal z Magnificum, leta nazaj je bilo 33. Recimo, jaz sem večino delam v Italiji in v Španiji. V Italiji ti država vzame 50% od avtorsko pogodbo. In se ti zdi, da je to slabo. Jaz povem, zakaj ni slabo. Tle, pri nas ti država vzame 33, zdaj ne vem, koliko lahko da je več, lahko da je manj. Ti vzame ta davek in dobiš en mali davek, nekaj malega pol dohodnine, recimo, če dobiš nazaj. V Italiji, v teh 50%, Italija ti plača delovno dobo, kar je ena agencija, ki se kliče Empals, kjer vsak umetnik v Italiji, ki je zabeležen kot artist, je član te organizacije, kjer vsakič, ko imaš ti en koncert, danes v Italiji ne obstaja več na črno cash, mislim, se ne samo Italija. Vsak špil, ki ga imaš, vsak koncert, ki ga imaš, ta denar, ki dobiš na račun, preko te avtorske pogodbe, 50% gre za tvojo delovno dobo in za tvojo penzijo, se pravi, in še zavarovanci. Recimo v Italiji tako deluje. In še dobiš nekaj malega pol nazaj od dohodnine. Tle pri nas ne. Tle je sam pač država ti vzame in greš. Tle v Sloveniji, zakaj dosti zdaj, jaz sem kot glasbenik, rečem za glasbenike, zakaj dosti glasbenikov jamra, ko je država vse vzame, ko nič ne zrihta. To je samo zaradi tega, ker glasbeniki, že to, odkar sem jaz glasbenik, sledim temu, samo zaradi tega, ker glasbeniki, hvala Bogu, da se trudijo, da nekaj naredijo in to, in dosti stvari, dosti festivalov, koncertov, močnih, znanih koncertov in močno znanih festivalov, ki so začeli iz nič, se niso znali zleti kot recimo en Lent, ki je svetovno znan festival in še danes deluje privatno. V smislu dobijo neke subvencije in to, ampak še vedno danes dela privatno, kar pomeni, da država reče, vse se bo iznašli sami. Vse folk bo šel na te festivale, ni treba nič mi dajati. Isto tako za film, ki dobijo denar samo tisti, ki se pač tam lezejo v dobro vemo kam komu. Medtem ko te festivali, ko se širijo recimo na mesto, da grejo to kot one firme, ki grejo pol javno, ki lahko postaneš delničar te firme, tako bi isto festivali morali biti, da nastane, začneš iz nič, zato ker verjameš, je ekipa, ki verjame to. Kot je Exit Festival, recimo dober primer. Exit Festival je nastal od ene ekipe iz Novega Sada, moji kolegi, oni smo rekli, mi smo to naredili tam prvo ob reki dol, je bil ful dober festival, ful folk je prišlo kar naenkrat in se to razvilo in kaj so naredili pol, namesto da bi, niso ostali ono privatno, ampak so se zdelali z MTV-jem in so ga prodali Angležem. Ima svoje dobre strani in svoje slabe strani. Ampak kaj, Exit je najmočnejši festival v Evropi. Najmočnejši festival na tem delu. V Ameriki so samo še večji, samo to gre več ljudi. Drugače, kot to vrstni festival je najmočnejši. Niti Rock and Ring, Rock and Park, ne vem kakšni festival še, niso niti za pol toliko močni kot je Exit Festival. In to je ta strategija, ki bi se morala delati. S kulturo, na kulturnem področju se da zelo dobro to spremeniti. Ampak, kaj je? Kulturniki sami ne morejo tega narediti. Morajo dobiti, govorim zdaj na pamet, odvetnika, ki se spozna na glasbeno industrijo, na show business, da pozna zakone o tem. Da
da imajo za sabo tudi ljudi, ki so v marketingu močni, v PR-ju, v vsem tem. Ne more samo kulturnik sam. Pri nas je pa ta problem, da vsi se na vse spoznajo. Ne? En se bo lotil, jaz bom zdaj naredil en festival, jaz vem, kako bo dizajn plakata, jaz vem, koga bom klical preigrati, jaz vem, kdo bo prišel delati za jesti, jaz vem, kje. Ne? In valjda, festival je polomija. To je sodelovanje interdisciplinarno. Seveda, sam imaš... Kulturniki, menedžerji. Ja, to mora biti sodelovanje. Tu je ta izvirnost. Ne v sami ideji. Ideja je že super. Jaz imam super idejo, kako bi naredil tle v Kopru en dan, en vikend festival, da bi bilo 40 odrov, od takšne do drugačne muzike. Lahko bi bilo vse v sklopu, recimo, nostalgija po Jugoslaviji, ampak ne da pridejo, da se igrajo Belo dugme, ampak da so moderni bendi danes, ki so znani po celem Balkanu, ki pridejo, pa se, govorim, se pravi, na prazno idejo. Pa zdaj jezik kdo ne proda. Ne? In to je stvar, ki bi jo lahko zelo, zelo dobro prodal vse to. Prva stvar, kaj je, ki te ubije takoj, da ko se greš na občino meniti, oni na mesto, da pride, da reče, ok, gremo najti rešitve, ne, to je problem, una baka, ki živi tam, ki ima 81 let, po 9 uri zvečer bo klicala policijo, to ne bo šlo, in evo. In ti samo probleme naštevajo, namesto da začnejo, da se sploh ne lotijo problemov, ampak rečejo, ja, dobra ideja, gremo najti rešitev, da najdemo denar, da najdemo možnosti, da najdemo ljudi za to narediti. In tako je tukaj, tako je tu na obali, to bo zmeraj tako. Dokler bojo ljudje, ki so pač na položajih toliko požrešni za svoje žepe, pač bo tako. In dejansko tudi kulturniki so po eni strani, ne me narobe razumeti, neumni, oziroma ne neumni, ignoranti, da se ne zavedajo, da ne pomislijo, da ne morejo sami razviti ene dobre ideje, ampak da rabijo na vseh področjih, za vsako področje enega človeka. Ne? Pri nas je bil vedno problem ta, da se vsak spoznal na vse. Pol pride do konflikta in pol vse razpade. In pol festival pride, je kar je. In je letos, mogoče naslednji leto in pol ni več. Tako je s Koprsko nočjo, ki se je spremenila v rumeno noč, Bog ve zakaj, razumeš? In evo, zdaj ni niti tega. Portoroška noč, ki je bila simbol jugoslovanske žurke poletne, 69. V Portorožu, na Portoroški noči je bilo več kot 350 balonov, ne balonov, takih mi napihnemo, ampak te, ki greš, ne, ki se vodiš. Je bilo več kot 300 jih je bilo v zraku. To je bil milijon ljudi. Tisto je bil, Portorož je bil takrat močnejši od Monacoja, od Monte Carlo, od Saint-Tropeza. Danes imaš Portoroško noč, vikend, in glavni artist pride Ana Oksa, ki ga živ Bog ne pozna. Jo poznajo starejši in še oni niso nikoli poslušali, jo poznajo, ker je bila na televiziji. In vrhunec večera osrednjega prinesel en ruski balet v auditorij. Za sredi poletja. Plaža pa je ob 9 prazna. Pol veš, koliko je ura. In to je samo zaradi tega, ker se to lotevajo delati ljudje, ki nimajo pojma. Te kulturniki pa, ko pa hočejo priti na res idejo, pa pridejo, vse je že drugače, ampak pridejo s tako, jaz bom dokazal, da se to da narediti, da spet tukaj povorijo. Ne? Vsi imajo ene limite v glavi, ki rečejo, aha, jaz kot kulturnik moram dokazati, da lahko to naredim. Dokazovanje ni več glavni cilj. Ti se moraš dokazovati sam sebi, nobenemu drugemu. Če se sam sebi dokažeš in si sam sabo srečen in zadovoljen s tem, kar počneš, bojo tudi tisti bližnji okoli tebe, pa še bolj širša publika bo to videla, da ti žariš, to, kar se sam sabo dobro počutiš in ti bo začela slediti v tem. Če boš pa ti hotel priti k njemu prodajati, tako da prodajaš Amway ali pa ne vem kakšne fore, da mu prideš prodajati eno posodo, na katero tebi ne rabi, ne boš šlo skozi. Pardon, jaz sem tako rekel. Potencial zaposlovanja v kulturi za spremembo nekih trendov,
krize, oziroma kakorkoli jo lahko kličemo. Lahko še par besed o tem? Več ali manj sem že povedala v tem prvem delu, ko sem govorila, da dejansko si vsak posameznik ustvarja vse delovno mesto in išče izhod iz krize. Jaz bi samo spomnila, da je to sicer ne z vidika inštitucije, ampak z vidika nekoga državljana ali kakorkoli, da je narod brez kulture mrtev narod. In se pravi, kultura je nekaj, kar mora biti. Vsaj jaz tako mislim in mislim, da večina ljudi tukaj tako misli. Zdaj pa tukaj je nekaj, kar kultura je lahko seveda izhod, če se odpremo. Če odpremo te naše tako. Dokler bomo vsi tako gledali in ne sprejemali in bili zaprti, dol stolčki gor, dol ne smem kaj dosti govoriti, ker predstavljam inštitucijo. Tako da dejansko je, mislim, da je izhod samo v tem, v tej širini in tej odprtosti. In ta pisana druščina, ki ste jo danes povabili, je že dokaz temu, da to nekako uspeva. Mogoče je bila znotraj svojih krogov, ampak s takimi inkubatorji se bo širila tudi navzven. In brez promocije tega težko bo tudi nekega izhoda. Ampak možnosti je veliko. Možnosti so za vse, ne samo za kulturo, če že tako gledamo. Ampak v kulturi v tem trenutku verjetno največ. Problem je tudi tem samo na hitro. Tako lepa zaključna misel, da... Ja, vzemi kot... Zdaj, samo če bo pozitivno. Ja. Dobro, če optimistično lahko. Ne, optimisti, mislim, tako, recimo temu duhovito. Tle je še vedno pri nas ta mentaliteta, reči prvi v selu kot zadnje mesto. In dolgo se ne bo to spremenilo, pa ne spet zaradi dokazovanja, ampak po želji, po nečem več. Jaz za moje pojme, recimo tisti, ki hodi na umetniško gimnazijo, jaz bi za 4. letnik obvezno naredil, da mora iti za pol leta v drugo državo študirati. Ampak to je obvezno, ne Erasmus, izmenjalni program, ampak vsak mora iti za pol leta ven. Zato, da se mu odprejo malo možgani. Sam zaradi obzorja, da se mu odprejo. To bi bil že en zelo velik napredek, recimo na kulturnem področju. Ne samo za glasbenike, za vse. In za plesalce, in za oblikovalce in tako dalje. Torej, potencial je, moramo odpreti obzorja in potem bo šlo lažje. Vprašanje z publike, mogoče kdo ali komentarji tudi v končni fazi, se lahko vsi pogovarjamo. Bi kdo še kaj dodal, vprašal? Jaz bi imel ful zapovedati. Jaz recimo lahko povem, da imam službo, sem zaposlen v tem svetu potrošnje kapitalizma, hkrati pa kot hobi sem pa v tem drugem svetu, se pravi v svetu umetnikov, ustvarjalcev. In predvsem, kar sem danes opažam pri mojih vrstnikih, je, da tudi če se ukvarjajo z umetnostjo, z ustvarjanjem, so se ustvarjali neke elite. Nikoli se ne vprašamo, zakaj je nekdo umetnik, zakaj želi nekdo ustvarjati. Ker nam je verjetno interesu, oziroma sploh naše organizacije, da preko ustvarjanja se vrnemo na tisto osnovno vprašanje, kaj si sploh želimo in kako želimo v tej družbi se obnašati in kako živeti. Živimo v nekom okolju, smo omejeni z nekimi viri, kakoli. Ker nekdo, ki je pač umetnik in nekaj ustvari, je nekaj. Nekdo, ki pa ne želi biti umetnik, vrhunski umetnik. Ampak vseeno mogoče želi biti del tega, ker tukaj se lahko izraža do neke mere. To se mi zdi ključno, da se dogovorimo, kako mogoče dejansko vse. Ker ta elita se mi zdi preveč prisotna, se pravi, so smerja in kapital, in medije, in vse kanale v neke določene elite, ker pač vsak državljan pozna. Na neki mikroravni je pa to zelo slabo podprto. In mi, ko smo zaštartili ta projekt na tem študentu, ker smo dejansko prikazali, kako lahko v res enem mikrookolju ustvarimo vse te pogoje. In se da to po mojem enostavno preslikati v širši. Ampak z večino stvari se strinjam,
ampak so nekatere stvari, ki je treba spet začeti z nekimi temelji. Ne? Se pravi, tudi kulturni inkubator, tudi inštitucije, ki so odgovorne za to, da se dvigne zaposljivost v kulturi, pa tudi ta nova perspektiva, ki je v Evropi. Ne? Imam dostikrat občutek, da je tudi sama sebi namenjena. Ko je to ta inkubator tukaj, pa se mi zdi potencialno. To, kar si rekel, je vse lepo in prav. Edino, kar je, biti umetnik ni, da hočeš biti malo umetnik, pa malo bolj umetnik ali ful umetnik. To si ali nisi, biti umetnik je poslanstvo, ne vzbira po poklicu. Ne. Tako da je vse to, kar si rekel, da se strinjam popolnoma, je pa točno na tem področju problematika v tem, da takšni ljudje, oziroma je veliko ljudi, ki se hoče ukvarjati s kulturo, ki se počutijo umetniki in ne vem kaj še, si začnejo sami postavljati limite v glavi. Jaz hočem biti umetnik, ampak imam službo in to so že limiti, ki si jih sami postavljajo. Ne. Je pa res to, biti umetnik, to je širok pojem. Meni so umetniki tudi oni, ki streljajo neumnosti. Ampak, ampak hoče reči, biti en artist na bilo katerem področju je poslanstvo. Ali imaš to, ali nimaš to. Ne? In namesto da se ukvarja s tem, kako bi zdaj jaz, ki imam službo, se pravi, da mi je kultura oziroma muzika ali bilo kakšna oblika kulture, umetnosti, hobi, kako bi zdaj prišel, da bi lahko živel od tega, to je že prva napaka, ki se človek postavi. Ne. Človek, ki je umetnik, ki hoče delati, se ukvarja z umetnostjo, zadnja stvar, na kar mora pomisliti, je to, kako bo živel od tega. Ne. Če si ti z srcem 100%, na vseh področjih je tako 100% v tem in delaš to s srcem in delaš to ful dobro, prej ali slej ti bo to poplačano milijonkrat. Ne. Je pa to vse redo, kar si rekel, vse prav, samo je pa velik procent ljudi, ki se s tem, ki tako deluje, ki pa razmišljajo, kako bi zdaj jaz to naredil, da bi jaz lahko živel od tega. Jaz lih to pravim, tisti, ki je pač umetnik, naj bo umetnik, ne? In če ima ta potencial in se rodil s tem talentom, ne bo. Jaz samo pravim, da dostikrat danes upravljamo umetnost in ustvarjanje in ne vem, ker vse zato, da bi dvignili neko kulturo in kulturo narod, pač ima širše poglede in ta človek, individuum, je bolj sposoben se zaposliti na vseh drugih področjih. Jaz pravim, da dajmo koristiti, jasno, umetnik naj razcveti v svojem nekaj dela, ampak dajmo upraviti tudi to za ljudi, ki pač ne želijo biti umetniki. Ker kultura, se pravi, kultura ni izključno mišljena, da je nekdo glasbe. Zato večkrat jo dajemo v ta koš, da ne bomo razsvirati nekaj na kitari. Kultura pač pomeni, da se zavedaš svojih korenin, vrednot in tako naprej. Zato se mi zdi ta inkubator, da super zadeva. Ja, jaz osebno lahko povem, da so, oziroma še veliko več pričakujem. Sigurno. Ampak govorim konkretne stvari. Dostikrat je veliko teorije. In če gledam recimo Zavod za zaposlovanje, to je velika teorija. Ne bom rekel, da je velika teorija. Tudi oni bi radi prebili se, bi radi mogoče ponudili neke, oziroma bojo mogli tudi taki zavodi se prilagoditi in biti tudi bolj, bom rekel, nekaj bi se izrazil, biti bolj žmahni, bolj zanimivi. Zavod za zaposlovanje je vse ne pa kulturna inštitucija. Ja, sigurno. In tukaj je zdaj, ko ste rekel, zavodi morajo poskrbeti za dvig kulture, tudi to vas moram, Zavod za zaposlovanje ne bo skrbel za dvig kulture. Jaz sem malo prej povedala, da Zavod za zaposlovanje je inštitucija in od tega mi ne moremo iti. In večino tega, kar sem jaz danes tukaj povedala, sem predvsem govorila kot karierna svetovalka, ne kot predstavnica zavoda. Ker če bi začela kot predstavnica zavoda, bi verjetno vam vrgla, jaz sem imela še eno prezentacijo, pa bi vam tudi povedala, kakšni so cilji zavoda v letu 2014, kulturna se ne omenja nikjer, se pa veliko omenijo mladi. Kultura je stop v zavodu. Ne, ni stop, daleč od tega. Mi smo odprti za vse. Ona je prišla na mislim, da sebi, od tega inkubatorja preko zavoda. Ja, mislim, tle bi jaz mogoče še nekaj dodal na to, ne? Vi zdaj hvalite kulturni inkubator, zdaj
naj se vam usta pozlatijo, ne. Upam, da bo vse to, ne, sicer dosti odvisno tudi od vseh vas, ki ste tle in še od drugih ljudi, ampak jaz moram povedati hkrati, da kulturni inkubator, ne, imamo tukaj predstavnika Zavoda za zaposlovanje in od začetka sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje in je ena močna opora za to, da lahko izvajamo te aktivnosti na ta način. Ravno tako, kot se to odvija znotraj neke ne evropske perspektive, sicer državne perspektive z evropskim denarjem. Ne? Tako da to, da so zdaj te inštitucije evropske ali pa zavodi nekje daleč, na nek način je res, na drugi pa tudi ne, ker take iniciative, ki izhajajo potem iz terena, se navezujejo. Pravim, mi bi lahko, ja, mogoče delali, ampak sigurno ne v takem obsegu, kot to delamo. Ne? Druga stvar je pa to, da je vaš projekt, so različni projekti, ki dajo vsebine, ne? Ker ne kulturni inkubator, ne Zavod za zaposlovanje ne more kreirati vsebin, ker ni to naloga. Ne? In jaz mislim, da tle oboje pomembno in še toliko bolj pomemben stik, ki nastane med temi stvarmi. In če je uspešen, potem lahko tudi prosperira neka stvar. No. Jaz bi se tudi želela, da se vloga zavoda spremeni, da se odpre. Ampak zaenkrat pač smo v teh mejah, v katerih smo. Veliko nam narekuje EU, jamstvo za mlade in take stvari. Skozi to jamstvo za mlade je lahko veliko potencijala, recimo tudi za to področje kulture, kar tudi pri jamstvu za mlade je Ministrstvo za kulturo, ki spet je neko ministrstvo in spet so neka pravila in spet so neke meje, ampak so, možnosti so. Meja je glavni problem, po mojem. Je dosti stvari preveč omejenih, ne? Dobro. Ja, zdaj pa tako, jaz bi sam, če dovoliš to, ko nekdo hoče dati nek denar, neka kontrola, vseeno mora biti. Žal, je tako, preveč smo, zadnjič je rekel en kolega, da smo še vedno Balkan in da pač zaradi balkanskega načina razmišljanja smo tam, kjer smo. S tem se lahko strinjamo ali pa ne, ker vidimo, da nas prehitevajo balkanske države. Marsičem. Tako da tukaj je stvar debate velike. Dobro. Jaz bi počasi zaključil ta del in vabim, da se debata premakne. Tam smo eno majhno pogostitev pripravili, pa mislim, da lahko to debato tudi nadaljujemo, mogoče na bolj neformalni način, pa z ugasnjeno kamero, verjamem, da bomo nekateri si upali kaj več povedati. Hvala gostoma za to, da ste delili vaše misli z nami, hvala vsem obiskovalcem in srečno inkubirancem, kaj da rečem. Prosim pa, da vi, ki ste tukaj, sledite tej zadevi in če se vam zdi, da ne gre v pravo smer, ne, ker to je pilotni projekt, ta inkubator in bomo vsi skupaj videli, kako stvar bo šla, vas vabim, da sledite in da, ukolikor vam ni všeč, kako grejo zadeve, to poveste, ker tudi to je pomemben del tega, da se stvari razvijajo. Predvsem pri takih pilotnih projektih, kot je to. Tako. Hvala lepa.